Čestitam vam, velecenjena gospodična, da ste si bili dali tako upravičeno in plemenito nalogo. Ljudje vam je ne bodo plačali, ali plačala vam jo bosta prav gotovo vaše srce in Bog. Z odličnim spoštovanjem v Ljubljani 7. junija 1918 je tako zapisal Ivan Cankar Minki Skaberne v odgovor na njeno pismo. In prav res ljudje radi pozabljamo velike ljudi, še posebej bi to veljalo za velike ženske. In Minka Skaberne je bila nedvomno ena od njih. Pobudnica, ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, gospa, ki je lastnoročno opravila delo ogromnega števila ljudi. Danes se bomo poklonili njenemu spominu in obudili hvaležnost za vse njeno delo ob zborniku o Minki Skaberne, ki sta ga uredili Petra Testen in Saša Istenič-Poljak, obe iz Zrc SAZU. Pogovoru pa bodo sodelovali še tiflopedagoginja in pisateljica Aksinja Krmavner, nekdanji predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Vraber in zgodovinarka Irena Selišnik. Lepo pozdravljeni vsi. Zdaj, tale zbornik vsaj malce popravlja krivico v pozabi življenja in dela Minke Skaberne. Kako je prišlo do njega, kako ste se odločili zanj, kako je nastajal, kako ste izbirali avtorje, članke, prispevke? V bistvu je ta geneza ni tako zelo kratka, kot bi se lahko pričakovalo. Gospod Tomaž Vraber je prišel na ZRC SAZU, mislim, da leta 2012 s pobudo, če bi lahko z ZRC SAZU nekako Zveza društev slepih in slabovidnih sodelovala, pa smo rekli, da morda pogledamo, kaj v tej smeri bi sploh lahko naredili v takratnem času, z našimi sredstvi, z našimi zmožnostmi. In smo pravzaprav leta 2013 za začetek organizirali en simpozij o položaju slepih in slabovidnih v zgodovini. Ta simpozij je pravzaprav doživel za moje pojme neverjeten odziv in iz nekega mini simpozija, ki smo ga načrtovali, je prišel ven dvodnevni posvet z 40 referenti, celo kdo iz tujine je prišel. In to je bilo nekako podlaga za to, da smo ugotovili, da pa res obstaja za tovrstne teme zanimanje, ne glede na to, da recimo slepi in slabovidni kot tudi druge ranljive skupine niso prav zelo pogosto v središču zanimanja javnosti ali pa medijev, niti raziskovalcev. No in potem, ko smo ugotovili, da prva taka resna obletnica, ki bo prišla, je 100-letnica knjižnice slepih in slabovidnih in kdo bi bil boljši za obravnavo kot pa ravno Minka Skaberne, ki je zdaj res glavna junakinja te knjige. In dve referentki, ki sta sodelovali na tem simpoziju, to sta gospa Aleksandra Srše in pa Petra Testen, sta tudi sodelovali pri tej knjigi in tretja referentka, tudi gospa Aksinja Krmavner, ki z nami tudi sedi tukaj. Potem pa smo seveda povabili k sodelovanju še druge avtorje in nastal je ta zbornik, ki pravzaprav je obeležil ravno na 1. marca, je dobro prišel iz tiskarne, 100-letnico knjižnice slepih in slabovidnih. In rada bi pa še dodala, da kar temu zborniku manjka, so osebni spomini na Minko, zato pa tudi na Zvezi društev še načrtujejo čajanko s tistimi, ki se nje spomnijo, tako da bo slika o Minki še malo bolj pestra in popolna. Petra Testen, kaj vse pa nam prinaša ta zbornik? Zdaj smo slišali, česa še ne in kaj bo čajanka in potem naslednji, upamo tudi mogoče na kak dokumentarec ali kaj takega bi bilo čudovito, ne? Če nam takoj idejo za naprej. Ampak vendarle ta zbornik prinaša marsikaj, različne poglede. Ja, mogoče bi spomnila samo še na to, da se je zgodil še en medkorak. In sicer
en majhen simpozij namenjen prav Minki, kjer smo se dobili skoraj vsi avtorji, ki smo v tej publikaciji in se takrat pravzaprav prav o Minki posvetili dan Minki. In sicer v prenovljeni knjižnici slepih in slabovidnih. Takrat se je po mojem tudi do konca razvila ta želja, da se to ubesedi v knjigi. Potem se je na veliko veselje nam pridružil profesor dr. Tone Smolej, ki je dodal še tisti kamenček v mozaiku in sicer predstavitev družine Minke Skaberne brez Minke, tako da smo dobili še večji okvir. Zdaj mogoče čisto preprosto, kako smo knjigo strukturirali, ali pa predinformacija. Knjiga je izšla na Inštitutu za kulturno zgodovino, urednici sva pač medve. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo na inštitutu podzbirko tej zbirki življenja in dela in sicer namenjeni biografijam pomembnih posameznikov, kar Minka vsekakor je. In se nam je zdelo to primerno in je dejansko potem tudi zaživelo. Sama knjiga je bila potem zamišljena nekako takole, na 2 dela. Recimo resnejši del, kjer so razprave, kjer je zaživela ta podoba Minke kot učiteljice, kot delavke za slepe, ali pa mogoče, če grem prav konkretno po vrsti, tisti pravzaprav uvodno besedo je prispeval gospod Tomaž Vraber. Potem se pa začno nekako razprave, ki razprejo to paleto Minkinega življenja, oziroma še ena razprava kolegice Irene Selišnik, ki jo primerno umesti v prostor in čas v to obdobje pred Prvo svetovno vojno in za časa Prve svetovne vojne, ko se začne ta pravzaprav dobrodelnost na nek način žensk in prostovoljno delo institucionalizirati. Ampak o tem bo zagotovo več povedala Irena. Gospa Tatjana Hojan nam predstavi tole službeno plat Minke oziroma njeno formacijo, njeno šolanje in potem njeno službo kot učiteljice. Naslednji prispevek je prispevek gospe Aleksandre Srše, ki je tudi danes med nami in je pravzaprav ta glavni del, kako je Minka posvetila svoje življenje delu za slepe, z vsemi njenimi publikacijami, z vsem njenim delom in angažmajem. Sama sem se dotaknila te kratke korespondence med bolj famoznim Cankarjevim pismom in pravzaprav Minkinim nagovorom Cankarju in potem, kot sem rekla, prispevek profesor dr. Toneta Smoleja o Minkini družini. Se pravi, to bi bil nekako ta resnejši del. Drugi del knjige, ki smo jo naslovili Minkina besedna zapuščina oziroma Minkina zapuščina, je pa nekako razdeljena na 3 dele in sicer njena pisma oziroma odgovore tedanjih pisateljev, v tem primeru prav Rada Murnika in Ivana Cankarja. Se pravi, korespondence, ki jo hranijo tudi vnuku. Odločili smo se za reprodukcije, da se pač imamo primer njene pisave in neke strukture nagovora pisateljev, ki jih je povabila k sodelovanju in soustvarjanju te prve knjižnice. Potem naslednji sklop so ta temeljna besedila. Kaj zdaj to pomeni? Zdelo se nam je smiselno, da reproduciramo te tekste, s katerimi je Minka postavila na nek način temelje oziroma sodelovala, soustvarjala okolje, kjer je zaživel potem Zavod za slepe, kjer je zaživela šola za slepe, kako je ob tem deloval kuratorij in končno kako je potekalo njeno delo s temi gospemi, ki so prepisovale ta besedila. In lahko rečemo, da to so na nek način temeljna besedila, ki vzpostavijo neko podstat, da se je potem nek razvoj začel v to smer. In potem imamo še zadnji del tega drugega dela, recimo 3., kjer imamo to fotografsko gradivo. Nam se je zdelo zelo dragoceno.
Predvsem ta fotoalbum, ki ga hranijo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in je bil pač recimo temu na novo odkrit, tako da smo se odločili, da ga reproduciramo v celoti in seveda nekaj zelo, zelo dragocenih fotografij iz zasebnih zbirk, spet profesor dr. Toneja Smoleja in Nastje Smolej in gospe Alije Kristan, ki je nečakinja Minke Skaberne. Tako da takole nekako se je zaokrožil ta del in seveda čisto kratka notica tudi na koncu, ki pokaže, da ob tej 100-letnici knjižnice Minke Skaberne, kako so jo pravzaprav prenovili, ampak o tem zagotovo več gospod Vrabar. Ja. Gospod Vrabar, in zdaj bi se kar vas naslovila. Tudi tik pred 100-letnico knjižnice ste krasen članek napisali v sobotni prilogi, v katerem ste tudi izpostavili pomen Minke Skaberne. In iz vašega pisanja tudi v tem uvodniku se čuti tudi ena globoka osebna hvaležnost do te neverjetne ženske in vsega, kar je omogočila. Kaj vam pomeni Minka Skaberne z vseh vidikov pravzaprav, z vašega osebnega in kot skupnostnega? Ja, hvala lepa. Res je, takrat, ko smo začeli prenavljati knjižnico, ko smo dobili ta evropski projekt, pa že nekaj pred tem sem se začel ukvarjati, ker sem mislil, da je zgodovina slovenskih slepih slabovidnih pravzaprav mnogo bogatejša, kot je bila videti na prvi pogled in skazalo se, da je še mnogo bogatejša, kot sem sploh kadarkoli pričakoval. Aha, se slabo sliši. In odkrili smo marsikaj, kot stranski učinek smo odkrili celo datum ustanovitve prve slovenske invalidske organizacije 7. novembra 1920 je bilo ustanovljeno podporno društvo slepih. Pa še marsikaj drugega. Ampak v zvezi z Minko Skaberne se mi zdijo pa pomembne zelo bistveno 4 stvari. Prva je to, da je s to ustanovitvo knjižnice, ki je seveda ta hip posredna, ker je 100-letnica, naredila en izjemen človeški korak. Moralni, etični, tehnični in socialni korak, ker je ne samo svojo energijo vložila, ampak je uspela prepričati tudi več kot 100 gospa, da so zastonj pripisovali, da je uspela prepričati donatorje, da je uspela prepričati tiste, ki so vezali te knjige. Skratka, da je v družbi naredila en fantastičen korak, ki ga pred njo ni naredil nihče. Drugo, kar je in kar pozabljamo, pa je pravzaprav zelo pravilno opozorila tudi gospa Sršetova v svojem članku, da Minka ni samo ustanovila knjižnico, ampak da je bila en ključnih tudi pri ustanovitvi prvega slovenskega zavoda za slepe. In da je pri tem se zgodilo to, da je bila pred Prvo svetovno vojno, pred Drugo svetovno vojno in po Drugi svetovni vojni pravzaprav zmeri postavljena na neko pozicijo, ki ni omogočala odločati o stvarih, čeprav je bila verjetno eden največjih strokovnjakov z področja slepote in slabovidnosti pri nas, ampak zmeraj je nastopala v nekih moških gremijih, kjer se je tako rekoč postavljala na stran. Več o tem vam bo zanesljivo gospa dr. Selišnikova znala povedati, ki je raziskovala ta pojav v Sloveniji in najbrž ni samo značiln za Slovenijo, je pa mogoče pa nas še posebej poudarka vreden. Tretja stvar, ki se mi zdi zanimiva in jo je tudi pomembno tukaj vsaj omeniti, je ta, da Minka Skaberne sploh ni edina, ki je pozabljena. Ta zbornik je, bom rekel, neki omaž njenemu izrednemu delu in tej izjemni ženski. Ampak mi pozabljamo na sestro Klaro Franico Vrhunc, ki je tako rekoč začela slovensko šolstvo slepih in to mnogo prej, kot ga bomo prihodnje leto uradno obeleževali. Pozabljamo na Josipa Kobala, ravnatelja prvega zavoda, pozabljamo na Miro Dobovšek, na kaj še bil še na ravnatelj Kočev in tako naprej, da je še cela Vilmo Kraljevo in še marsikoga, ki bi jih bilo pomembno obdelati, da bi dobili celovito sliko, kako so to pot utirali, da je danes sorazmerno neka stalnica tudi v naši družbi. In na koncu bom rekel še to, kar se mi zdi pomembno. Knjižnica je 1. marca slavila 100-letnico ustanovitve. Podporno društvo slepih je bilo ustanovljeno šele 2 leti kasneje, 2 leti pa pol, 7. novembra 1920.
In tista moja osebna prizadetost izvira iz tega, ker se mi dostikrat zdi, da slovenski slepi in slabovidni še nismo dovolj dozoreli. Zato, da bi te stvari opravljali sami. Da bi se zavedli tega, kako pomembno je to, da znamo sami predstavljati družbi svoje težave, da jih znamo predstavljati kot enakopravni, ne kot tisti, ki prosijo ubogaj me, ampak kot enakopravni del družbe, ki ima svoje pravice in ki jih lahko tudi uveljavi, če ima primerne možnosti. Pa bom rekel, če bo na koncu čas pa volja, mimogrede si pri tem, ko sem prebiral ta dela, tudi nekaj citatov Minkinih izbral izpred 100 let, tako rekoč, in neverjetno je, kako zelo aktualni so ti citati še danes. Ampak s tem vas bom pol utrejal, če boste imeli še voljo. Navduševal. Navduševali in navdihovali nas boste s tem. Se mi zdi čudovito, da potem se bomo vrnili k temu, ampak zdaj ostanimo pri letu 1918, zaključuje se Prva svetovna vojna, kot pravi Minka Skabrne. Veliko vojakov je prav v vojni izgubilo vid in ko je pisala pisateljem, je rekla, kako čudovito bi bilo, kako bi osvobodilo njihovega duha, če bi lahko brali v svojem jeziku, tako kot lahko to slepi drugod po svetu. In Tomaž Vraber pa je izpostavil že, kako pravzaprav je bilo težko za žensko, kot izobrazba je bila najvišja, ki je bila dosegljiva, je bila učiteljišče in potem kljub vsemu delu je bila velikokrat preslišana. Kako je leta 1918 bila videti pri nas situacija za močne duha in moči polne ženske, ki so se odločile nekaj premakniti? Kaj so lahko storile? Ja, v tem svojem tekstu se sicer v glavnem ukvarjam bolj z aktivističnim vidikom, torej ženskega gibanja in pa za začetki dobrodelnosti. Seveda pa nek položaj žensk ukvirjajo družbene norme in te zagotovo niso bile naklonjene nekim emancipatornim težnjam. 1811 je sprejet obči državljanski zakonik in v njem je povsem jasno in nedvoumno zapisano, mož je glava družine. Torej tudi državljanstvo žene je vezano ali na državljanstvo očeta oziroma na državljanstvo moža. Ko se poroči, denimo s tujcem, izgubi svoje državljanstvo. V tem času recimo tudi večina žensk nima volilne pravice, izjema so seveda davkoplačevalke. Prav tako je veliko omejitev povezano tudi recimo z njihovim angažmajem v javnim, tako recimo ne morejo biti članice političnih strank, davkoplačevalke lahko volijo in še tukaj so nekatere omejitve povezane torej z tem, da glas na volitvah lahko odda samo njihov pooblaščenec, to je najpogosteje moški sorodnik oziroma soprog. Torej je en kup omejitev, ampak kljub vsemu je 19. stoletje prelomno v smislu, da se v tem obdobju začne prvi val ženskega gibanja in ta prvi val ženskega gibanja torej vpliva tudi na Kranjsko. Kranjska kot tisti bolj konzervativni, tradicionalni del Habsburške monarhije, nekje na periferiji, pa vendar ne izključno periferija, kajti posamezni deli Habsburške monarhije oziroma Avstro-Ogrske monarhije so seveda še precej manj razviti od Kranjske, najde torej tudi prostor za žensko gibanje in torej začnejo se ustanavljati društva, v katerem torej ženske zlasti tam okrog leta 1900 so že povezane in tudi terjajo nekatere svoje pravice, denimo za volilno pravico, za to, da so lahko članice političnih društev. Z vsem tem torej z roko v roki tudi zahteva po enaki izobrazbi za ženske. Vemo, da recimo ženske vse bolj vstopajo v učiteljski poklic in leta 1913, torej recimo tik pred začetkom Prve svetovne vojne, jih je v tem poklicu že 60% v primerjavi z moškimi. Ta poklic se začne feminizirati in ta nov sloj neodvisnih žensk, učiteljic, torej orje ledino v intelektualnem smislu. Vendar pa te učiteljice še vedno niso razumete kot nek strokovni kader, kot neke specializirane strokovne učiteljice in tako tudi recimo ne morejo oblikovati socialno politiko, ki je še vedno v glavnem in v rokah moških. Samo strokovnjaki, to so recimo sodniki za mladinsko sodstvo, kot je recimo Fran Milčinski
in pa nekateri drugi, se denimo lahko angažirajo in dajo predloge za oblikovanje socialne politike. Ta ženska društva so bolj sporadična, imamo sicer več vrst, torej angažmaja žensk v teh ženskih društvih. Eno bi recimo bile te narodno-liberalne dame, ki o posameznih jubilejih cesarja talajo denar vojnim vdovam in pa sirotam in s tem pravzaprav manifestirajo in reprezentirajo tudi svoj socialni status. Potem je tukaj recimo krščanska Karitas in prva katoliška ženska društva, kjer imajo že nekoliko drugačen pristop, torej delajo tudi na tem, da naj bi tisti, ki se v društvih angažirali, imeli neposredni stik s tistim, ki mu pomagajo, vendar pa še vedno ne talajo le bone, kajti denarja se v roke ubogim ne daje, ker bi ga ti lahko porabili za pijačo, kot pravijo v svojih tekstih. In pa seveda začne se že tik pred Prvo svetovno vojno nakazovati angažma žensk v reformnem socialnem delu, ker se pravzaprav ne želi samo omiliti položaj ubogih, ampak reformirati položaj ubogih. In to se pravzaprav počasi začne nakazovati. Prva svetovna vojna z tem svojim prelomom in zarezom v to meščansko življenje pa seveda vpliva v tem smislu, da moški odidejo na fronto in ženske tudi dobesedno oblečejo hlače in so kondukterke v tramvajih, postanejo medicinske sestre. Medicinske sestre sploh so nekako prototip sodobne emancipirane ženske, te pustolovke, ki se znajde nekje na meji in pravzaprav lomi vse tabuje. Hkrati pa seveda se skrbstvo v času Prve svetovne vojne postane tudi povsem ženska stvar. Ženske so tiste, ki v veliki množici torej pletejo nogavice, krojijo perilo za vojake na fronti in zbirajo denar. Cela Ljubljana je oblepljena s temi plakati, ki ženske vabijo v to dobrodelno delo in v teh pozivih se po mojem prepoznajo tudi številne, od recimo Minke Skaberne pa do Angele Boškin in tako naprej. In tukaj ta prelom in nadaljevanje na nek način tradicije. Kakšen podvig je bil takrat organizirati več kot 100 prostovoljk, da so ure in ure garale, potem nam bo Aksinija tudi, nam boste predstavili, na kak način je v bistvu to prepisovanje oziroma ustvarjanje teh knjig sploh potekalo. To verjetno ni bil ravno mačji kašelj, ne? Ne, zagotovo ne. V tem vojnem diskurzu, se pravi, so tudi ženske naslovljene, da pomagajo. Zdaj, če je ta vojni diskurs v prvih letih vojne zelo lojalističen, potem jasno nekoliko izgine v leta 1917, ko se recimo stopnjuje problemi z aprovizacijo, s preskrbom prebivalstva in marsikje se že poraja dvom, ali bo monarhija lahko pravzaprav sploh zmagala, vendar pa se mi zdi, da je to humanitarno noto, da gre torej za slovenske vojake, ki se znajdejo v tako nesrečnem položaju, v tem za to dobrodelno delo se ženske odzovejo, tudi preko drugih različnih ženskih društev, ki takrat že delujejo, od recimo splošnega slovenskega ženskega društva in predvsem dobrodelnosti. Aksinija Krmavnar, vi nam boste pa prav popestrili tale pogovor tudi s praktičnim prikazom, da ne bomo ostali samo v teoriji, ampak kaj je pravzaprav pomenilo prepisovati knjige v brajico? Kako so pravzaprav to počeli, kakšno delo je to bilo? Ja, danes si tega sploh ne moramo predstavljati, zato ker imamo vse računalniško podprto. Danes vemo, da je IKT tako napredovala, da enostavno iz Wordovega dokumenta s nekim programom pretvorbe in braj, naprimer, lahko stiskaš to na brajevem tiskalniku, to gre v 1 uri recimo. Ko sem jaz prišla na Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, to je bilo leta 1987, sem bila fascinirana nad knjižnico, ker v knjižnici je bilo cel kup knjig, ki so jih prepisale te ženske. In to so bili metri in metri, če rečem prav slikovito, naprimer 15-letni kapitan Žil Veran in tako naprej. To so bili dejansko pika zraven pike. In mi seveda nismo pisali več na to tablico, ki imam tukaj. Ko sem prišla, so pisali že na braju stroj in se mi je zdelo to nekaj neverjetnega, kako so lahko ženske vsako piko s takim šilom obodle v to tablico, s tem, da pomeni en tak pravokotnik pomeni ena brajeva celica, s tem, da je bilo treba to zrcalno početi in
iz desne proti levi. To se pravi, vsaka črka, ki je sestavljena razen A je z ene pike, vse ostale so pač več kot ena, je bilo treba prav s silo, slišite kako poka, vtisniti not in potem seveda to iz druge strani kontrolirati. In to se meni zdelo takrat nekaj res čudovitega, ker mi vztrajamo še danes, jaz kot tiflopedagoginja zagovarjam, da mora vsak otrok poznati brajco, da mora biti opismenjen v brajci. Danes vemo, da imamo, kot sem že omenila, IKT, veliko zvočnih knjig, zvočnic, podpora govora na računalniku in tako naprej, ampak meni osebno se zdi, da otrok, če samo posluša, ni opismenjen, je nepismen. In tudi vemo, da nevrologi pravijo, da se, ko beremo, ali z vidom ali s prsti, se sprožajo popolnoma drugi centri v možganih, kot če samo poslušamo. In vztrajamo na tem, da seveda znajo otroci brajco in mislim, da je Minka Skabernet tukaj naredila en prelomni korak, zares prelomni korak, da je navdušila, predvsem to, kar je Tomaž prej rekel, ne samo, da je pripisovala, ampak da je generirala to empatijo, to zavest, da se je sploh pojavila ta zavest, da obstajajo tudi, bom rekla, različni ljudje in da je treba jim nekaj prilagoditi, in to na področju literature. Kaj pa vemo o tem, kako je v Minki Skoberne pravzaprav prišlo do tako močnega navdiha, inspiracije? Kaj se je zgodilo na Dunaju, na tečaju, ki se ga je udeležila, da se je odločila življenje posvetiti temu? Torej, delu za slepe, opismenjevanju slepih, izobraževanju slepih. Zdaj vam bom odgovorila in vam ne bom. Namreč jaz mislim, da te intimne odločitve, zakaj tako ne poznamo. Vemo pa približno sosledje dogodkov, kaj se je dogajalo in katere stvari so bile odločilne za to pot. Vemo recimo, da je bila leta 2011 skupaj s Francem Fabincem na 5-tedenskem tečaju na Dunaju, kjer se je kot učiteljica takrat usposabljala za poučevanje učiteljev, ki naj bi učili potem slepe otroke. Se pravi, s temi pedagoškimi metodami, metodologijo učenja. To je bil, mislim, da prvi stik, za katerega vemo. Naslednji je med vojno, je leta 2017, ko gre v Gradec in se pač v praksi vidi, kaj je pomenilo za slepega invalida, vojaka, ostati brez vida. Kako se je, tu se recimo s Franico Vrhunc srečala, ki je veliko, je odprla neka vrata v ta svet prakse, in hkrati pa spozna recimo ta svet brajice, kako črni tisk, takrat pravijo, pač prevesti v knjigo, ki jo lahko prebere tudi slepi. In to se je zdelo v smislu neke samostojnosti človeka, ki je oslepel, bistveno. Potem je pa tukaj že to obdobje ob koncu vojne leta 2018, ko se odloči za predavanje, ki ga podpira prav Društvo Dobrodelnost, mislim, da je bil Janez Kalan takrat predsednik, in on jo nekako potegne v to, da spregovori v javnosti in na podlagi tega predavanja 1. marca 2018, ki velja tudi za ustanovni dan knjižnice. Na podlagi tega predavanja nastane eno od teh temeljnih besedil, ki jih imamo reproduciranih tudi v knjigi, in sicer Skrb za slepce, kjer pravzaprav povzame to predavanje, kratka vsebina je pa vojaki, kako se soočajo, kaj jim pomeni potem ta svet samostojnosti in hkrati brajica, pisava, ki je potem dostopna tudi slepim. In pač ta vrednota, da lahko pridejo do izobrazbe, da lahko berejo v slovenščini, kar je poudarjala. In od tu naprej imam potem to njeno nenehno delo s slepimi, ki pravzaprav v sekvencah prvi tečaj leta 2018, drugega priredi recimo leta 2025 ob stoletnici Brajeve pisave, leta 1938 je tretji kot neka 20-letnica prvega in potem po drugi vojni, mislim, da je 47-48 še 2 tečaja. In to je
kontinuirano, nenehno delo, tiho delo med 4 stenami z neverjetnimi napori po mojih. Tako da mislim, da to so recimo fakti, ampak to nič ne pove o njej kot o neki osebi, zakaj tako, kaj je motiv ali pa kaj jo je gnalo. Mogoče na tem mestu povem eno zadevo, ki mi jo je povedala gospa Alja Kristan, ki danes žal ne more, bi bila zelo vesela, da bi bila med nami, ampak pač ne more. Spomnila se je, kako pravzaprav v domačem krogu na nek način njeno delo ni bilo nikoli tako cenjeno kot delo njenih bratov. In to recimo veliko poveže o tem intimnem vzdušju doma, ampak tle mislim, da je šlo bolj za te relacije izobrazba, ko smo prej govorili z Ireno, do kam je segala ženska izobrazba v tistem času in kam moška. Tako kot je tudi profesor dr. Tone Smole v svojem prispevku pač predstavil, kakšno izobrazbo so dosegli njeni bratje. Imamo 2 inženirja, če se ne motim, in enega pravnika. Aha. Ampak to so vse visoka izobrazba in to so ji dali vedeti, ne, da nikoli ni prišla do tja, ne, ampak se ni dala. Ne. Kaj je to vse, kakšna dinamika je bila nenazadnje tudi znotraj družine, da ne govorimo o nekem širšem okolju, kjer je delovala, tega dejansko ne vemo. Ne. In tudi zato smo si prizadevali, da bi ta čajanka zaživela, zato da bi odprla mogoče neko, ne ravno vrata, mogoče okno v ta svet. Je pa tudi možno, da je, saj iz današnje perspektive jaz tako gledam, da je kot ženska, ker je bila vedno skrita, čutila empatijo do slepih tudi zato, ker je bila to skrita družbena skupina. In tako kot ženske nekako niso mogle priti do besede v javnosti ali pa doseči nekih stvari, ki bi ji pripadale, se mi zdi, da tudi slepi in slabovidni v tistem obdobju in tudi še danes nekako ne morejo, dostikrat se jih ne obravnava kot enakopravne sogovornike. In morda je tudi iz te neke empatije bila potem tudi tako zavzeta za delo za to družbeno skupino. Preden gremo globlje v te sijajne teme, ki so se odprle, Irena Selišnik, mogoče vas še poprosim, če nam osvetlite še malo bolj, kakšni so bili res te odnosi v družinah, če se ve, kako so družine podpirali ali ne podpirale ženske, ki so želele se izobraziti, pridobiti svoj glas. Tukaj moram reči, da je zelo različno, se ne da nikakor ne posploševati. Ne? Pred kratkim smo s kolegico delali, oziroma smo gledali, kako uradnice vstopajo v uradniški poklic magistrata. In tam se vidi, da je recimo za neko družino srednjega sloja, recimo Frango Vekar, piše na magistrat in si želi zaposliti vse 3 hčere. To, da zaposli vse svoje hčere kot uradnice ali na banki ali na zavarovalnici Slavija, to klientelistično pritiska na župana Ivana Hribarja, se zdi, da je velik podpornik ženskega izobraževanja in jaz mislim, da tudi večina od teh meščanskih očetov to podpira. Namreč s kolegico tudi pravkar delamo eno manjšo raziskavo o ljubljanski eliti v Ljubljani in tam se kaže, kako ta ljubljanska elita pravzaprav, oziroma te hčere, vnukinje te ljubljanske elite postanejo zdravnice, prve intelektualke, se znajdejo na univerzah, tako da jaz mislim, da večina meščanskih očetov je bila naklonjena izobrazbi svojih hčera. Okay. Zdaj pa, če stopimo tudi k temu, kaj za nekoga, ki ne vidi, pomeni branje. Tomaž Vraber, vi ste nekoč zapisali, branje je svoboda. Mislim, jaz mogoče nisem vzorčen primer, ker jaz sem bil nor na branje. Sem tam napisal, da sem se naučil brati najprej od desne na levo, ki je moj brat ali pa mama, ki je tako nasprot meni zdaj, pa si kjer je pa ta črka, pa ta, pa sem bral desne z leve, pa od spodaj navzgor, pa narobe. Ne? In ko sem tako tudi pisal, so rekli, kako pa ti pišeš? Tako kot se piše, ne, pa so rekli, ne pišeš tako, pa sem se šel okoli. Ampak od takrat naprej sem bral vse. Tudi navodila na zdravilih, pa knjige, pa časopise, pa tako naprej. In ko nenadoma mi je začel iti pešati, je bilo to ena najhujših stvari, ki se mi je lahko zgodila. Verjamem, da so tudi tukaj recimo svežost tega citata Minke Skrbne, da slepi radi berejo sami. Ja, čudovito je, če imaš ti na razpolago dovolj bralcev, ki ti berejo, ampak nekaj povsem drugega je, da ti vzameš neko knjižico,
pa prebereš par verzov, en odstavek, 3 stavke, 3 strani kitajskega. Jaz sem imel na svoji nočni omarici 15 knjig, recimo, ne, ki so bile izbor od izbora, ne. Majakovski, Prešeren, Coleridge, Litaj Po, Goethe, tudi Kosmač je bil vmes. In sem pred spanjem praktično vsak večer, če sem bil še tako zaspan, sem eno knjižico odprl, pa 3-4 vrstice vsaj prebral, pa sem s tistim potem odplaval. In to je izginilo. In preden sem lahko začel jaz ponovno brati, poslušati zvočne knjige, ker brajica je težka stvar, brajica sem se naučil, ampak nikoli tako, ker sem bil takrat že čez 30 let star, da bi lahko praktično uporabljal, ker brajica ni tako preprosta stvar, kot si predstavljamo. Fantastično odkritje je. Ampak zato, da se naučiš, rabiš ogromno volje in res ne smeš imeti nobene druge možnosti več. Potem se pa odlično učiš. Ali mora biti pa zelo, zelo zagrizen in jih jaz precej poznam, ki so tako zagrizeni, jaz sem bil pa redno v službi in sem nekako energijo trosil. Ampak težko je bilo premagati to razliko med tem, da sam vzameš knjigo ali pa da poslušaš en tuj glas. Ker ti že tisti tuj glas je interpretacija. To je tako, kot sem prvič bil razočaran, ko sem šel gledati Oliverja Twista, pa so bili vsi čisto drugačni tam na filmu, kot sem si jaz to predstavljal po knjigi. Sploh nisem mogel sprejeti. Ko sem pa enkrat premagal to, ne, je pa branje seveda spet zame ena ključnih stvari. In bom rekel, branje je seveda za slepe in slabovidne lahko eden ključnih virov izobrazbe, razgledanosti, podatkov, informacij, potrebnih za vsak dan in nuja, ki jo je seveda že pred 100 in več leti zelo, zelo, zelo dobro in v celosti tega pomena razumela tudi Minka Skaberne. Izpostavili ste, ne, da brajica pravzaprav, da niti ne vemo, kako zelo težko se jo je, z Aksinijo so se prej pogovarjali, rekla ne naučiti, ampak jo uporabljati, ne, da vi jo znate, ampak jo berete na način, ne, z očmi, ne s prsti. Kakšna je pravzaprav pismenost, kar se tiče opismenjevanja z brajico in kakšen je moral biti podvig, da je Minka Skaberne se je toliko naučila, da je lahko prepisovala knjige in da je to naučila še več kot 100 prostovoljk. Tomaž, če smem kar z vami nadaljevati, se opravičujem. To je nekaj, kar jaz lahko samo občudujem. Prej tisto vprašanje, ne, zakaj pravzaprav se je za to odločila. Ja, jaz mislim, da je eden ključnih razlogov, to je špekulacija. Ampak jaz sem razmišljal, zakaj se je za tako težko pot odločila. In najbrž je bila Minka Skaberne bistveno večji človek in imela bistveno večji človeški potencial, kot si sploh predstavljamo, in nekako čutila konkurenčnost teh svojih bratov, ki so lahko šli študirati, ona pa ne. Ko je to doživela, se je druga stvar zgodila. Leta 17, ko je bila v Odilnem inštitutu, ne, pri Franici Vrhunc, je opisala ti znameniti stavek, kaj se zgodi slepemu, ki recimo je prišel v zavod na novo in kako je neboglen, kako je prestrašen, kako se je svet zanj končal, potem pa nenadoma ob vzoru ostalih odkrije, da pravzaprav to ni res. In to je drugi tak vzrok. In tretji tak vzrok je to, ko so jo kot eno največjih strokovnjaki je niso upoštevali ne pri selitvi zavoda, ne pri tem, kako naj se zavod sestavi, kako se naj vodi in tako naprej. In zato je ona, bom rekel, eni taki najbolj zdravi možni trmi vztrajala, tiho delala in na ta način se je tudi ona brajice naučila. In isto velja tudi za vsakega slepega, ki si brajice ni naučil kot svoje prve pisave. Zelo trmast je treba biti. Ampak če šeš kot slep ali pa slovin preživeti, moraš tako ali tako biti trmast. Ker če nisi trmast, potem boš pač nekje občepel in te bo nosilo sem ter tja. Če pa si trmast, pa lepše rečemo temu vztrajan, se pa naučiš tudi brajice in zato je čudoviti izum, ki je omogočil to, ki je odprl neka povsem nova vrata, ki jih dotlej ni bilo. Ksenija Krmavner, kaj pa po vaših izkušnjah, kako je pomembno opismenjevanje? Prej ste že malce omenili tudi, kako drugače, tudi kognitivno poteka samostojno branje, recimo preko brajice ali pa poslušanje zvočnih knjig.
Ja, če so otroci rojeni slepi ali recimo kasneje slepijo v zgodnjem otroštvu, potem se naučijo brajce že kar tako kot ostali, prvi, drugi razred. Seveda to predopismenjevanje temelji na malce drugačnih zakonitosti kot pri videčih. Predvsem jim moramo izboljšati občutljivost prstov. Jaz meni pravim, da je treba izobraziti prste, da lahko berejo brajico. Potrebujemo veliko iger in tega je zdaj kar veliko narejenega, iger, preko katerih se ta Fater-Pacinieva in Meissnerjeva telesca v koži razmnožijo, to je fiziološko dokazano, da pri draženju receptorjev jih ima nekdo lahko več. Ne? In to je zelo pomembno, če vemo to, ker stereotip je še vedno, da ker je pač nekdo se rodil slep, mu je Bogec dal druga čutila tako zelo izpopolnjena, samo to ni res. Ne? To je treba z veliko vaje in sistematičnimi postopki razviti ta čutila, predvsem tip, če gre za branje brajice. Potem se pa otroci to kar dosti hitro naučijo. Kasneje je problem seveda, ne, če je to kasneje oslepela oseba, ta občutljivost ni več tako samo po sebi umevna. Tudi velikokrat, ko hodim po raznih na sestanke ali na tečaje raznih društev slepih in slabovidnih po Sloveniji, vprašam, koliko kasneje oslepele, koliko jih poznate brajice in niti 1% ne. Zakaj pa ne? Ja, moji prsti so nerodni, bil sem vse življenje mizar in tako naprej. Imam ženo, imam brata, imam pomoč, imam spremljevalca, ki mi lahko to prebere, tako da to je res težko. Ampak mi je bilo pa zanimivo, ko sem prebrala pa en odlomek tukaj iz knjige, ko pravi sama Minka Skaberne, slepce se mora najprv naučiti čitanja. In tudi pravi, da ti slovenski vojaki, ki so bili obrtniki in kmetovalci po svojem prejšnjem poklicu, s svojimi žuljavimi rokami ne morejo toliko opraviti, kakor oni, ki so v rani mladosti oslepeli. To se pravi, popolnoma enake, zelo so bili, ta tiflopedagoška stroka je v bistvu bila takrat zelo razvita, vsaj po njenih besedah je to videti. In to mi je bilo zanimivo. Priden inteligenten slepec se priuči čitanju v kakih 5 tednih. To se mi je zdelo kar neverjetno, če nima preveč okornih prstov in so ti na konicah dovolj občutljivi za otipavanje. To se pravi, da res so delali na tem, da bi se že takrat opismenjevali in danes seveda nadaljujemo to njeno delo. In hkrati je Minka Skaberne tudi postavila pravzaprav sijajen, neverjeten most med videčimi in nevidečimi. Ne? S tem, ko so videče prostovoljke toliko prepisovale, se toliko ukvarjale, ko se je tako množično v bistvu toliko ljudi, toliko žensk ukvarjalo s tem, kako razširiti duhovna obzorja slepim, ne? Kar bi bilo dragoceno verjetno tudi danes. Ne? Vi poudarjate, da bi tudi videči otroci. To vidimo, jako recimo tipne slikanice, tipanke, predstavljamo po šolah, kjer so videči otroci in ko zagledajo brajico, so vsi navdušeni, a to pa znajo slepi brati, jaz pa tega ne znam. Že s tem se ta paradigma, ne, da so ta stereotip, da so slepi ubogi, da nič ne znajo, podira, da otroci so prav šokirani, rečejo, jaz pa sploh ne ločim nobene črke. Tako da na ta način mislim, da je brajica zanimiva za vse otroke. Jaz jo tudi poučujem ene vrste tečaj, imam za svoje študente na Koprski univerzi, pedagoški fakulteti in se jo z veseljem naučijo, seveda z vidom, tako kot ste prej omenili, ne, ti z nestipom. In tudi sami pišejo, nabrajo stroj, ne več na te tablice, pišejo že besedila svojih avtorskih tipank. Tako da mislim, da je to tudi morda en način, da se senzibiliziramo, da ljudi osveščamo, da obstaja pisava brajica, ki je malce drugačna, ki ni enaka vidni pisavi. Za otroke pa to sploh zanimivo. To je neka tajna pisava, ki slišala sem celo, ko sem prišla nekoč na eno šolo, kjer sem že bila pred letom, da so si otroci dopisovali celo brajici. Seveda ne iz pikam, ampak so kar risali pike. Tako da, ja. Tomaž Vraber, kaj pa vi mislite o doprinosu Minke Skaberne, ker se tega tiče tudi mostu med videčimi in nevidečimi? Ja, jaz mislim, da je bil to izjemen dosežek,
ki se pa bojim, da ga v današnjih časih ne bi mogli več ponoviti. Ne. Po eni strani je to, kar je rekla gospod dr. Selišnikova, ne, prej sem malo ironično rekel Aksini, ne, hvala Bogu, da sem pa kje pride kakšna vojna, da odkrijemo, ne, da imamo en ogromen potencial, ki je seveda že ves čas tukaj, pa ki bi ga lahko spoznali, pa ga ne spoznamo. Ne. Se pravi ženske, ne, ker nenadoma so dobre, da lahko še kaj naredijo. In seveda, ob koncu vojne, ko je Avstro-Ogrski imperij razpadal, ko je bilo že pomanjkanje, so imeli ljudje neko socialno razumevanje, ki je bilo mnogo bližje mnogim ljudem, kot je mogoče danes. Ta socialni čut smo mi pravzaprav v minulem režimu, ki ga pogosto govorimo o njem kot o svinčenih časih, tudi zelo gojili in občutili. Danes žal tega ni več. In na nek način, bom rekel, se mi to niti ne zdi primerljivo z nekim botrstvom, o katerem danes slišimo veliko. Ne? Botrstvo je po svoje izjemno poceni kupovanje odpustkov. V primerjavi s tem, kar je uspelo Minki Skaberne. In Minka Skaberne je uspela, bom rekel, zaradi neke svoje izjemne lastne duševne moči in empatije in tudi zaradi tega, ker je imela sprejemnike v tolikih in tolikih ljudeh, predvsem ženskah. In to družbo vedno dela mehkejšo, toplejšo, prijaznejšo in tako boljšo za vse. Jelena Srečnik, kako bi vi to komentirali, kar se tiče socialnega čuta morda tistega časa? Zagotovo vse te velike katastrofe spodbudijo ljudi k iniciativi, da nekaj spremenijo. Sploh vsi prelomni časi jasno odprejo, bi lahko rekli, neko okno priložnosti. Ne. Vse se lahko spremeni. Seveda pa potem vprašanje, kaj se zgodi 10-20 let kasneje, najpogosteje razočaranje povezano s tem. In ja, zagotovo se strinjam, tudi jasno razpad Avstro-Ogrske monarhije je odprl nove možnosti. Vemo, da recimo v kraljevini SHS se otvori ministrstvo za socialne zadeve, ministrstvo za zdravje, to je nekaj novega, nekaj, kar pred tem v predvojnih časih v Avstro-Ogrski monarhiji ni obstajalo. In Alojzija Štebeja podpira te nove upe in tako naprej. Nažalost pa je imela kraljevina SHS tudi svoje omejitve in konec koncev potem marsikatera iniciativa žalostno propade. Začeli smo s Cankarjem. Kmalu bomo obhajali 100-letnico njegove smrti še več in veliko se bo govorilo o njem. Njegovo pismo se je ohranilo, velikokrat ga citiramo, precej manjkrat pismo Minke Skaberne, ki je do Cankarjevega odgovora sploh pripeljalo. Petra Testen, vi ste prav to raziskovali, mogoče nam lahko poveste več o tem ozadju, tudi ozadju avtorskih pravic takratnega časa, ki že takrat niso bile mačji kašelj, ne? Da bi rekla raziskovala, bi bilo malo hecno, glede na to, da so to dve pismi. Ja, ampak zgodba za njimi in iztočnice, ki jih ponuja, so pa zagotovo zanimive. Jaz bolj kot ne sem razmišljala v to smer, seveda ja, znano je bilo Cankarjevo pismo, zato ker je bil to Ivan Cankar. Kdo je bila Minka, se je pa mogoče vedelo, zato ker je odgovoril. Ampak tle je veliko večja zgodba za celo njuno korespondenco, čeprav šteje samo dve pismi. Mogoče je hotelo naključje, da je ohranjeno tudi njeno zgodnejše pismo Radu Murniku, ker pravzaprav lahko primerjamo eno in drugo pismo in vidimo, da gre za nek vzorec. Mogoče sem že predrzna in sklepam, da gre za neko metodologijo dela, se pravi njen način, kako je pristopala k pisateljem, kako jim je razložila nek način dela, kako jih je povabila k temu projektu prepisovanja slovenske literature v brajico. In tukaj se mi zdi to, mogoče ta aspekt dragocen, da se pač sledi tem zadevam. Ja, drugače pa, kar se samih pravic reprodukcije tiče, jaz sem se z gospodom Dušanom takrat pogovarjala in zagotovo ve veliko več kot jaz, podobno gospod Vraber. Kolikor sem jaz razumela, je zanimiva predvsem ta problematika, oziroma tako, če preprosto rečem, vse se začne in konča pri avtorskih pravicah in pri denarju.
In tako je bilo na nek način pred 100 leti in tako je danes. Ne? Tako da, ja. No, ampak da ne bomo mi začeli in končali to. Ne. Jaz bi zdaj vključila še vas, cenjena publika. Mogoče imamo tudi en prenosni mikrofon, če bi želel kdo karkoli na tej točki komentirati, dodati. Glede na to, kar je že bilo povedano, če ne, mogoče, profesor Smolej, bi še vas vključila, da morda poveste še, kaj zanimivega ste pa vi odkrili, ko ste pripravljali prispevek o rodbini Skaberne. No, jaz bi mogoče dodal, ker je bilo že tisto izhodišče, sicer iz ene druge strani družine, nečesa se moramo zavedati. To so bile sirote. Oče jim je zelo zgodaj umrl, in oni so vse, kar so dosegli, so v bistvu sami dosegli. Ne? In Minka Skaberne je seveda v teh danih okoliščinah največ dosegla, kar je bilo možno. Če bi oče živel, ki bi bil seveda profesor, bi morda ji omogočil študij, ker v tistem času so seveda ženske lahko že študirale, ni bilo zadržkov. Ne? Druga točka pa je seveda, mama je dočekala skoraj 90 let, in iz korespondence z bratom, se pravi z mojim pradedom, je razvidno, da je bila to precej posesivna gospa in skratka je živela z njo, dokler je pač živela. Ne? Se pravi, tako da bi se lahko Minka osamosvojila, je bilo zelo neugodno. Ne? Potem se je pa seveda zgodila še ta nesreča z bratom, ločitev, in je v bistvu ona prevzela neko vrsto skrbi za starejše nečakinje. Ne? Tako da v bistvu te družinske situacije so zelo, zelo komplicirane. Ne? Tako da seveda ne bom rekel šerše la fam, da je vendarle neka la fam v zadju. Jasno pa je, da seveda bratje so imeli svoje funkcije in so dosegli tudi precej lepe rezultate in zdaj težko pa govorim, zdaj kakšen je bil odnos bratov do sestre, to je seveda nemogoče. Jaz sem seveda bil tukaj v eni neugodni situaciji, ker mene so učili, kot sem mogoče tudi vas učil, namreč, da mora avtor umreti, da lahko postane del literarne zgodovine. Ne? Znane so tiste anekdote nekih profesorjev, ki so rekli, zdaj pa že umri, da bomo lahko o tebi pisali. Ne? Zdaj, jaz imam seveda stališče, da je dobro pisati z neko distanco. Tukaj sem pa dejansko pisal prvič o svoji familiji. Zdaj v naši družini se je veliko vedelo o Minki Skaberne. Jaz se spomnim, da mi je dedek dal enkrat denar, da sem lahko kupil korespondenco Ivana Cankarja, ker se rekel, veš, tamle so zbrana dela s popustom, pa Skaberneti so omenjeni, pa je takoj šel v listnico, pa mi je dal par jurjev in sem lahko kupil to korespondenco in je on tudi zelo zanimanjem prebiral. Ne. Izidor Cankar je seveda te materijale zbiral, ne, in tudi poročila pri korespondenci, se pravi, da v bistvu se je dejansko vedel in res pa je, da je seveda to naše vedenje omejeno pravzaprav na objavo tega pisma, Cankarjevega pisma v zbranih delih, ne, tako da to se mi zdi pomembno. Zdaj mogoče, če že omenjamo, kdo so bili te bratje, za tiste, ki knjige še ne poznate. Eden od bratov je bil Franz Skaberne, ki je bil neke vrste deželni minister za šolstvo, takoj po propadu Avstro-Ogrske. Drugi brat je bil Viktor Skaberne, ki je bil pa neke vrste v Banovini odgovoren za gradnje. Ne. Stanko Majcen v neki korespondenci pravi, on je bil edini, ki se je na Slovenskem spoznal na statiko, Nuka ne bi bilo, Plečnik je bil umetnik, ampak na matematiko ni nič dal in brez Viktorja Skaberneta ne bi bilo Nuka. Jaz mislim, da je to res, ker se videl njegove ocene na tehnični univerzi, on je bil pravzaprav eden prvih gradbenih inženirjev s to izobrazbo po reformi in seveda bil je pač izvrsten študent in seveda potem je imel tudi neke rezultate, bil je pa tudi odgovoren za gradnje planinskih postojank in tako naprej. Ne. Usoda Frana Skaberneta je bila pravzaprav usoda nekega visokega avstrijskega uradnika, ki je šel na Dunaj, potem tam dobil neko funkcijo in seveda se leta 18 soočil s tem, kako naprej. Ne.
Hvala Bogu so seveda takrat znali te dobro izobražene uradnike pripeljati nazaj, ampak tukaj se mogoče ni najbolj znašel. Takoj se je zapletel v konflikt v zvezi s sokolstvom, ker je seveda podpiral sokolsko organizacijo in seveda to pa tedanjemu škofu ni bilo najbolj všeč in tukaj je bil že konflikt. Tako da je pa znan sicer tudi potem, če koplješ tudi stvari, ki jih mogoče ne bi rad našel, namreč znan je potem, da je napisal prvi odgovor na neko pismo iz Beograda, je odgovoril je pač v hrvaščini in seveda to je neko znamenje, kot mi je profesor Stiplošek razložil, pač uklonitve slovenskih uradnikov recimo v Beogradu in tako naprej. Mislim, teh zgodb je veliko, vsem, ki ne poznate knjigo, res predlagam, da preberete knjigo, jaz čestitam urednicama za ta velik podvig, ker to je seveda res veliko delo in v imenu družine smo seveda vsi hvaležni, kolikor nas pač še je, morate tudi nekaj vedeti, da sam priimek Skaberne izumira. Jaz poznam kar nekaj gospa, ki pravijo, da so zadnje Skabernetove. Mislim, da je samo še en fant iz širše družine ima priimek Skaberne. Ta bo mogoče še nadaljeval, ampak drugače bo ta priimek tudi del muzejskih dokumentov. Hvala lepa. Drznem si pa reči, da bi tudi Minko zelo razveselilo to, da sliši zahvalo v imenu družine Skaberne. Tudi v knjigi je dopisnica, ki je poslala svoji nečakinji, čeprav ne. Zdaj moram pravzaprav gospoda Toneta Smole vprašati. Ruža Skaberne. To je pa druga, to so pa... A ne? Zato, ker ruža se pojavlja na fotografijah. Tako, ja. In je, tista dopisnica je tik pred tem, ko je ona potem se poslovila. In mogoče, toliko, kolikor slišimo takšne drugačne zgodbe, te družinske, meni se je zdela zelo topla in se mi je zdelo zelo zanimiv drobec, ki je pokazal mogoče na neko družinsko dinamiko. Tako da, ja. Če bi jaz dodala, morda je tudi, tako kot je vzpostavljala most med videčimi in slepimi, je morda vzpostavljala tudi most med različnimi vejami družine. Vsaj tako ta korespondenca družinska kaže. Ja. Veliko mostov. Bi kdo želel še kakšen most postaviti med tistimi, ki smo na tej strani? In bi kdo želel še kaj dodati, vprašati? Karkoli? Jaz bi še nekaj, če lahko, ja. In sicer preden končamo, pa to ne pomeni, da pol ne sme nihče več nič reči, ker seveda bom vesel, če bo še kdo kaj pripomnil. Dve stvari. Prvič, vedno bolj se mi zdi, kot je gospod doktor Smole rekel, bolj ko koplješ, več najdeš. Čeprav smo rekli, vse to se pa zdaj pa že Minka Skaberne tako rekoč pred nami, so še nove in nove plasti, ki se jih da odkriti in razkriti. In mislim, da se bo kdo s tem ukvarjal, tudi ko bo še kakšne njene sodelavke in sodelavce obravnaval in da bomo še do zanimivih spoznanj prišli. Drugo, kar se mi zdi pa še bolj pomembno, je pa to, da bi se iskreno zahvalil vsem avtoricam in avtorju prispevkov za ta zbornik, tistim, ki so tu in tistih, ki jih ni, in pa seveda obema urednicama, ki sta bili vztrajni, ki nista popustili, ker sta tudi moje sekiranje pogosto prenašali. Ampak tudi jaz sem nekaj bil deležen, tako da smo se vsaj približno kompenzirali. Ker ko ne bi bilo te vztrajnosti, ko ne bi bilo te želje, da se vendarle predstavi nek izjemen dosežek nekega izrednega človeka, ne bi bilo danes te knjige. Res hvala vsem, ki so za to zaslužni, tudi tistim sodelavcem, ki jih danes ni, pa ki so krivi, da je knjiga taka in da je tako lepa, kot je.
Pa dovolimo si zazreti še v prihodnost in morda premisliti, kaj ti materiali še omogočajo, kaj bi bilo še dobro narediti v zvezi z zapuščino Minke Skaberne ali pa tudi širše. Če sem jaz prav razumela, danes je še en kupenega materijala v Arhivu Slovenije, ki ga je za pregledati. In tudi ko sem recimo sama poskušala pridobiti informacije, naprimer, kdo so bili avtori, ki so jih prepisovali, tega ne vemo, ne? Nimamo popolnega seznama, kdo so bile prepisovalke. Zanimivo je, ko sem na zavodu gledala knjigo, mislim, da je Marija Golob, ki je pisala o Minki, in knjiga je v 2 izdajah. V prvi izdaji so naštete, ena izmed teh tečajev teh gospe so vse naštete. V drugi knjigi tega ni več. Ampak to gre samo za en tečaj, se pravi, ne vemo, kdo vse so bile te gospe. In kup takih drobcev, ki bi bili zanimivi za to, da vidimo recimo, kdo je bil pripravljen to delati, da ne govorimo niti katera dela in zakaj. Ne? Tako da, kar se tiče pa same dinamike dela, spet in kupenih dokumentov, ki ostaja še na razpolago, no, ali pa za tistega, ki bo začel po škatlah kopati. Ja. No, če smem še enkrat, se veste, da sem zoprn, ne. Absolutno jaz mislim, da bi bilo nujno obdelati in raziskati prispevek sestre Klare Franice Vrhunc. Ker je Minka sama večkrat prizna to, da je začela s slovenskim šolstvom za slepe brez kakršnih koli pomoči, da je sama pisala gradiva v brajici, učila te vojake in tako naprej, jih učila, kako se orientirati. Skratka, to je en naslednji fantastičen podvig človeški, ker Franica Vrhunc je potem bila tudi profesorica v Zamunu, v tem zavodu jugoslovanskem, ne, dokler ni potem nazaj spet v Kočevje prišla, da je tukaj še nekdanji ravnatelj Josip Kobal, da je tukaj še Dobovško, pa še en ravnatelj je bil Franc Merljak v Kočevju, da je tukaj še ena cela plejada ljudi, ki so ogromno prispevali in da bi bilo korektno, da se njihov zgodovinski prispevek k temu delu obdela. Da je, upam, ta zbornik in začetek tega, da ne bom rekel, da bi se pravzaprav na ta način nadaljevalo delo na tistih 129 gospeh, ki so bile obravnavane v zborniku Pozabljena polovica, ki je en fantastičen prispevek k slovenski kulturi in ki nam na nek način pomaga začeti razmišljati tudi na drugače, kot smo pogosto doslej. Saša Istenič Puljak? Jaz sem pa etnologinja in mi sicer tudi preučujemo preteklost, ampak smo pa zazrti tudi morda malce bolj kot zgodovinarji v prihodnost. In zato bi pa jaz za konec, se mi zdi pa vseeno vprašala gospod Aksinjo, ker se mi zdi... Imam tudi še v mislih, lahko pa prevzamete. Ne, če morda navežem, kako pa jaz recimo vidim, ona je pisateljica, hkrati je delala z slepimi in slabovidnimi otroki in se mi zdi, da ona res uteleša ravno nek Minkin duh. Torej, Minka je bila avtorica, ni se sicer ukvarjala z leposlovjem, je pisala bolj strokovne tekste, ampak hkrati je te tekste tudi in svoje načela tudi zelo dobro znala približati slepim in slabovidnim tudi prek brajice. In to je ravno to, kar tudi vi počnete. Tako da morda vi poveste, kaj pa vi mislite o tem, kako je danes ohranjati nek ta Minkin duh prek drugačnih knjig, ki odpirajo nova obzorja. Ja, jaz mislim, da bi bilo boljše, če vsem vi date zaključno misel, ampak ker ste me ravno izvali, bom mogoče malce kritična, namreč v današnjem času je moderno biti drugačen. Ampak, če pogledamo pa z druge strani, pa lahko to zelo dobro izkoristimo. In če se je začela družba že odpirati za to, da bom rekla v narekovajih drugačne upošteva, potem je treba to izkoristiti in seveda osveščati ljudi o tem, da obstaja slepota, obstaja slabovidnost, da to ni bav, da je to samo ena izmed lastnosti človeka, da nismo usmerjeni na motnjo, ampak na to, kar tak človek lahko naredi. In jaz pač to počnem skozi literaturo, to drugo bo, vi boste skozi zbornike, Tomaž bo spet po svoje in tako naprej. Ampak mislim, da je čas, da se oglasimo in da
da ta Minkin duh zares širimo naprej. Selišnik, Tomaž Vraber je tudi omenil še to drugo pozabljeno polovico. Ne? Katere ženske se vam še zdi morda, oziroma kaj bi bilo tukaj še, je tudi verjetno veliko raziskovalnega gradiva za zrece, tudi v prihodnje, pa tudi v... Verjetno bi pozabljena polovica potrebovala še volume 2, pa nadaljevanje. Ampak se pa, mislim, da zdaj ravno pod vodstvom profesorice Milice Antič Gaber in Veronike, ne spomnim imena, priimka, pardon, ampak poteka nek nov projekt, ki naj bi na nek še bolj prijaznejši način približal te pozabljene zgodbe žensk dekletom oziroma odraščajoči publiki, nekaj v smislu Rebel Girls. Mislim, da je trenutno v pripravi in mogoče se kakšna ideja tudi iz te okrogle mize znajde pa v tem delu, v tem novem projektu. Čudovito, Tomaž Vraber in Aksinja Krmavnar. Vaju bi pa za konec, če pa vprašala, Tomaž, vi ste nam že obljubili, da nas boste navdihovali še z nekaj aktualnimi Minkinimi mislimi za zaključek morda, ki so vam posebej ostale v spominu, tudi iz teh del, ki so objavljeni. Aksinja, vas bi pa tudi povprašala, glede na to, da sem dobila občutek, da ste kar natančno preštudirali tudi ta njen pedagoški pristop in to, kako v bistvu in tudi poudarili, kako svež, kako aktualen je še vedno. Kaj se vam zdi iz tega, kaj se lahko danes naučimo še vedno od Minke Skabernej? Kako mogoče je vas tudi navdihnilo to, kar ste brali? Ja, mogoče bom spet pogledala v knjigo, zato ker me je presenetilo ravno to, kar sem si zaznamovala, namreč, ne da bi vedela, da me boste to vprašali, ampak ona je zagovarjala, da bi morali ljudje, ki se ukvarjajo s slepimi, imeti izpit in je neverjetno, ker to je v bistvu moj program, ki ga imam danes na univerzi v Kopru. Recimo, ustni izpit morajo vedeti o anatomiji in fiziologiji čutil, posebno oči, organov čuta sluha, znanje o živcih, potem druga metodika posameznih predmetov, števši rokotvorni pouk, zgodovina in slovstvo slepskega vzgojeslovja, praktični izpit, naprimer, čemur damo tudi danes velik poudarek, poskusni nastop, katerega mora tudi kandidat izdelati pismeno, spričevalo potem izda komisija. Ampak to je neverjetno, to je bilo napisano pred toliko leti, ampak je popolnoma sodobno. Ampak kar je ključno, to je bilo napisano brez vedenja. Takrat pri nas tega znanja ni bilo. Minka Skabernej preprosto z eno zdravo pametjo, s tistim, kar je srečala na Dunaju, kar je videla okoli, je sestavila en tak koncept šole. Zato sem jaz, bom prosil doktor Selišnikova, če prevere, bom pa še eno misel dal do konca. Čisto na kratko teh nekaj misli, ker se mi zdijo tako sodobne, kot da bi jih danes zapisal, če malo slovenščino posodobiš. Mogoče dodam samo to, Minka je bila učiteljica. In njena formacija kot učiteljica je odzvanjala zagotovo tudi pri delu s slepimi. Njeni nenehni poudarki, da je treba iti ven, da je treba spoznavati stvari teoretično, praktično. Njen poudarek na šoli kot šola učilnica, se pravi ta čutni, tipni, konkretni del. Ona se je že kot učiteljica nenehno izpopolnjevala, formirala in mislim, da je to trmo iz svojega poklica prenesla tudi sem. Jaz mislim, da to ni izraslo čez noč. Jaz mislim, da je trdo delala, ko je bila na Dunaju, ko je bila v Gradcu. Na razpolago je imela takrat štivo, ki so ga imeli zunaj na razpolago. In mislim, da je to dobro izkoristila. Tako kot je dobro prepoznala mogoče obdobje Prve svetovne vojne kot prelomno v smislu trenutka, ko se bo dalo nekaj narediti. Tudi zaradi vojakov, ki so takrat pač sprožili neke, recimo, simpatije v širši javnosti, ampak prepoznala je ta trenutek kot možnost za nek korak od neke dobrodelnosti, če hočete, ali pa nekega ženskega angažmaja k neki institucionalni skrbi, ki bo strukturirana, ki bo imela red in ki bo omogočila
pač neko šolanje in neko izobraževanje za otroke in odrasle in tisti, ki pač za vse življenjsko izobraževanje. Jaz mislim, da je imela eno strašno vizijo, ne? In mislim, da je imela en strašen občutek za čas. Ali pa se je pač preprosto vse poklopilo, ne? Ampak zagotovo ni bilo brez nekega konkretnega vložka. Ja. Ogromno garanja je bilo za tem poklopljeno. Preberem lahko? Ja, lepo prosim. Moderna oskrba za slepce ima višji cilj, vzgojiti slepca za delo. Slepca prepričati o tem, da bo tudi on še enkrat zmožen za delo, je težavna stvar. Čitanje je za slepca najlepša zabava, da jim pa ni treba vedno odvisnim od nas biti, zato je dobro skrbljeno. Naučiti se čitanja in pisanja prirejenega nalašča za slepce je ena izmed najvažnejših točk v izobrazbi slepca. Knjige na ta način prirejene so zelo drage, kljub temu, da so razni zavodi, podporna društva in zasebniki žrtvovali mnogo denarja za tiskanje knjig, imajo slepci vendarle veliko manj čitvanega vidci. Čtiva, ja. Čtivanega vidci, pardon, ja. Naša narodna dolžnost pa je osnovati vsem slovenskim invalidom slepcem knjižnico v materinščini. Zato potrebujemo denarja, časa in mnogo vztrajnosti. Naloga, ki smo si jo začrtali, je velika in truda polna. Ne zahteva toliko materialnih, kakor osebnih in duševnih žrtev od onih, ki jo nameravajo prevzeti. Enako, kakor državne in deželne oblasti ne morejo same pisati učnih knjig, tako tudi v našem področju ni dopustno se omejiti samo na državno in deželno pripomoč. Treba je osebnega, kulturnega dela, ki bo v našem slučaju temelj nove slovenske knjižnice za slepce vojnike. V tem smislu se nadejam vaše trudoljubnosti in kličem na obilo in plodonosno sodelovanje. Iz vsega predavanja je čitatelj že lahko posnel, da je knjižnica za slepce, naj si ima še tako skromen obseg, zelo draga naprava, ne samo po času, ampak tudi po potrebi gmotnih sredstev. In potem iz korespondence s Cabernet Cankar, slepcem ne zadostuje to, da jim čita kdo drugi glasno, temveč so radi neodvisni in bi radi sami čitali in sicer v materinščini, kakor morajo to storiti slepci drugih narodnosti. Potem iz druge njene publikacije, Vzgoja slepcev. Moderna oskrba slepcev zahteva nadstopne naprave, ki naj omogočijo slepcu potrebno vzgojo in oporo v vseh dobah njegovega življenja, da postane tudi on koristen član človeške družbe. Osrednja knjižnica naj ima tudi bogato znanstveno knjižnico v črnem tisku za vidce, ki se pečajo z vzgojo slepcev. Šola privede tudi njega, slepega, s samotvornim delom do samostojnosti. Vsa energija, ki leži v psihi normalno duševno razvitega slepega otroka, naj se vzbudi k delovanju za sprejem novih predstav. Zato naj preveva učni načrt za šolo slepih, ideja šole delavnice. Moderna načela, ki bodo veljala za vrtce normalnih otrok vobče, se tudi uveljavijo v vrtcih za slepe. In še iz tretje publikacije, Skrb za slepce. Teoretični pouk naj je vedno spojen s praktičnim izvrševanjem in vežbanjem, ker le na ta način si mora slepec pridobiti jasne predstave. Šola, delavnica privede tudi njega s samotvornim delom do samostojnosti. Pozneje oslepele je treba izobraziti tako, da se ozira pouk tudi na njihove izkušnje in obzorje pred slepostjo. Izobrazba v raznih za slepca primernih strokah obrtnega pouka naj je tako temeljita, da je slepec po dokončani izobrazbi zmožen popolnoma ali vsaj deloma skrbeti sam zase. Privatno delovanje nima namena odvzeti javnosti njenih dolžnosti, ki pa ne morejo biti tako velike, da bi popolnoma zadostovale vsem ciljem posameznika. To so zelo naključno nabrane, ker sem vmes, ko sem si pisal, si nekatere samo označil, pa si jih skopiral, ampak kaže na to, kar je bilo bistveno sporočilo Minke Skrberne, narediti človeka, ki je samostojen, ki je samozavesten, in to so enako vzgojo ima, kot jo imajo videči, to so zelo, zelo moderni pogledi, to je inkluzija danes, temu rečemo.
In še zadnja stvar, ne, kot vemo, kot je napisala Minka Skaberné, ne, je knjižnica slepih je zelo draga naprava. In jaz seveda upam, bom porabil to priložnost, zato upam, da ne bo kdo rekel, da sem jo zlorabil, da bom nam slepim in slabovidnim položil na srce, da ta projekt, s katerim smo dosegli obnovo knjižnice Minke Skaberné, ki s ponosom nosi njeno ime, je bil tako pomemben korak naprej za našo knjižnico, da moramo narediti vse, da to ohranimo, da ne bomo stopili koraka ali celo več korakov nazaj in da se bomo spet znašli v položaju, ko je bila ta knjižnica desetletja daleč za knjižnicami po svetu, bolj ali manj razvitem od nas. Mi sami o tem odločamo, čeprav je to, kot je rekla Minka Skaberné, zelo draga naprava. Zavedati se moramo pa pri tem, da je to seveda najprej naša naloga, da moramo mi sami spoznati, potem mora pa tudi država razumeti, da knjižnica slepih ni samo stvar in ne predvsem stvar slepih Sloveniji. Toliko od mene, hvala. Najlepša hvala za to zaključno misel. Na tej točki se zahvaljujem vsem za vaše dragocene prispevke danes. Hvala, dragocena publika, za vašo pozornost in vas povabim še k nakupu knjige v knjigarni ZRC SAZU po posebej ugodni ceni ob tej priložnosti z 20% popustom. Knjigo je podprla tudi Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Zazrli smo se sicer v preteklost in tudi v prihodnost, tako da mislim, da se je odprla marsikaka tema, o kateri upam, ki bo porodila še nadaljne raziskovalne in človeške projekte. Hvala za nocoj in lep večer še naprej.